Jaz predlagam, da kar začnemo z današnjim dogodkom. Uvodni del. Spoštovani državni sekretar na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, dr. Miroslav Kranjc, cenjeni udeleženke in udeleženci, predvsem pa dragi kolegi in pa kolegice iz nevladnega sektorja. Veliko veselje mi je, da vas lahko danes pozdravim na 9. dnevu vključujoče informacijske družbe, ki ga v vsebinski mreži nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo organiziramo ob Mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe. Letošnji dogodek poteka v okviru projekta Prostor programe za digitalno vključenost nevladnih organizacij in uporabnikov, na kratko na prostem.si, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo. Prav tako se zahvaljujemo za finančno podporo pri organizaciji dogodka Ministrstva za digitalno preobrazbo in pa našim dragim kolegom iz Društva asociacije, pri katerih gostujemo danes pri tem dogodku. Tudi hvala vsem. Tema letošnjega dogodka je digitalna preobrazba nevladnih organizacij in družbe. Gre za tematiko, ki je bila do sedaj pogosto spregledana v luči poudarjanja digitalne preobrazbe gospodarstva in javne uprave. Razloge za to lahko iščemo tako v političnih prioritetah preteklih vlad, kot tudi v pomanjkanju dialoga med različnimi deležniki digitalne preobrazbe v Sloveniji ter seveda podcenjevanja pomena zaupanja prebivalcev v digitalno preobrazbo. Ravno to je tudi zaupanje, ki ga želimo danes odpreti v naših razpravah na dogodku. Kot koordinatorja mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo me pa posebej veseli, predvsem pa navdaja z optimizmom, drugačen pristop, kateremu sledi v komunikaciji z nevladnimi organizacijami novoustanovljeno Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Gre za komunikacijo, ki dobiva prve obrise dialoga in se kaže v večji vključenosti vsebin digitalne družbe in nevladnih organizacij v strategiji Digitalna Slovenija 2030 in v zakonu o digitalni vključenosti. Kljub temu pa marsikatera vsebina, ki jo zagovarjamo v naši mreži nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo, še vedno ni upoštevana ali uslišana samo delno. Če naštejem samo nekatere primere. Spodbujanje državljanske in medijske pismenosti v povezavi z digitalnimi tehnologijami, upoštevanje uporabe odprtokodne programske opreme kot upravičenega stroška na javnih razpisih, upoštevanje načela public money, public code pri razvoju digitalnih javnih storitev in potreba po vzpostavitvi digitalnega središča nevladnih organizacij, ki bo sistemsko naslovilo digitalno preobrazbo nevladnega sektorja. Za vse te in ostale vidike digitalne preobrazbe, kot so digitalna dostopnost, digitalna vključenost, si prizadevamo s končnim ciljem zagotoviti digitalno suverenost družbe, slovenske družbe in pa njenih prebivalcev. V mreži nevladnih organizacij tudi vedno znova opozarjamo na problematiko neizpolnjevanja določb zakona o nevladnih organizacijah. Zato pozdravljamo namero Ministrstva za digitalno preobrazbo, da bo v kratkem objavilo javni razpis za projekte in programe nevladnih organizacij in vsebinskih mrež za spodbujanje razvoja informacijske družbe in digitalne preobrazbe. Če zaključim, samo še nekaj besed o programu današnjega dogodka, na katerem, kar sem tudi zelo vesel, sodeluje več kot polovica članskih organizacij naše mreže. V prvem sklopu bodo predstavljeni projekti nevladnih organizacij in civilne družbe, ki prispevajo k digitalni suvereni družbi. Sledili bosta 2 okrogli mizi na temo digitalne preobrazbe nevladnega sektorja in digitalne preobrazbe družbe. Za zaključek, ključno vprašanje, ki ga želimo danes nasloviti za našim dogodkom, je vprašanje, kakšna digitalna preobrazba za kakšen nevladni sektor in družbo. Govorimo torej o družbeni sprejemljivosti digitalne preobrazbe. Kaj je družbeno sprejemljivo in kaj ne, je pa vprašanje vrednot, naših vrednot. Poslanstvo nevladnih organizacij je tudi to, da delujemo kot vest družbe. Zato je naša odgovornost, da prispevamo odgovore na to vprašanje, oziroma na kakšen način menimo, da mora biti digitalna preobrazba družbeno sprejemljiva. Udeleženkam in udeležencem dogodka želimo uspešne predstavitve, govorcem na okroglih mizah pa iskrive debate, svetovnemu spletu pa, da nam ne bo nagajal pri video prenosu tega dogodka. Hvala za pozornost in še enkrat hvala, ker ste si danes vzeli čas za udeležbo na tem dogodku. Sedaj pa predajam besedo kolegici Poloni Torkari iz Društva asociacija, da nas še tudi pozdravi kot koordinatorica vsebinskih mrež Slovenije, konzorcija, katerega članica je tudi naša mreža nevladnih organizacij NVOVID. Polona, izvoli. Spoštovani slavnostni nagovorniki, dragi prijatelji, spoštovani kolegi, v čast mi je, da vas v imenu Društva asociacije in konzorcija vsebinskih mrež prav lepo pozdravim na tej konferenci o digitalni preobrazbi, na kateri bomo raziskovali in mislili načine, kako lahko naše delo
in naše skupno poslanstvo pospešujejo digitalne tehnologije. Ko je Simon oziroma mreža NVO BIT asociacijo nedavno povabila v svoje članstvo, sem se sprva spraševala, če je to smiselna poteza, namreč naše poslanstvo je zagovarjati ustvarjalnost, neodvisno ustvarjalnost in kulturo in pri vseh bolj specifičnih, ožjih strokovnih vprašanjih se močno zanašamo na naše članstvo, med katerimi so številne organizacije, ki so v digitalnih tehnologijah doma, številne med njimi boste danes v programu tudi lahko slišali, nagovoriti oziroma predstaviti svoje prispevke. A vendar se danes zdi, da je naša odločitev za vključitev v članstvo ključna, saj je pomembno, da tudi na področju kulture prispevamo k razpravi o naši digitalni prihodnosti ter načinih, kako lahko sektor digitalno preobrazimo, da bo po meri vrednotam in poslanstvu, ki jim služimo. V vlogi mreže, ki hkrati koordinira konzorcij vsebinskih mrež, pa smo seveda spoznali, da je med prvimi prečnimi področji in prednostnimi nalogami, ki zadevajo prav vse NVO, ki si prizadevajo tudi čez sektorsko delovati, prav področje digitalne preobrazbe. V imenu konzorcija se vam tako vsem zahvaljujem za udeležbo na konferenci, predvsem hvala Simonu za podporo in pripravo kakovostnega programa. Veselim se razprav, učenja in raziskovanja in še enkrat hvala, da ste tukaj. Najlepša hvala. Sedaj pa predajam besedo za uvodni nagovor dr. Miroslavu Kranjcu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za digitalno preobrazbo. Izvolite. Hvala lepa. Kolega Delacorda je pojem, da so nevladne organizacije vest družbe že večkrat prodal. Nazadnje, da sem tega spomnil bilo v Portorožu. In tudi seveda zdaj ne. In tudi na Ministrstvu za digitalno preobrazbo se zavedamo vašega pomena in vrednosti. Veselimo se sodelovanja z vami, se bomo le na tak način prišli do čim boljših odgovorov v tem zapletenem času. Se pravi do premišljenih odločitev pri državi, do visoke zavesti v skrbi za okolje pri gospodarstvu in do pametne družbe, ki komunicira med sabo in brez prednostne misli na dobiček deli primere dobre prakse. Nenazadnje ima vse, kar počnemo, en glavni cilj, dvigniti kvaliteto življenja. To nas povezuje in spodbuja. K iskanju rešitev pa je povabljen in dobrodošel prav vsak. Tudi naša krovna strategija digitalne preobrazbe Slovenije do leta 2030, ki je vlada sprejela marca letos, je rezultat sodelovanja in usklajevanj med predstavniki vlade na eni in civilno družbo na drugi strani. Strategija jasno opredeljuje, da je pri zasledovanju cilja digitalne vključenosti treba zagotoviti tudi dostopnost tehnologij, storitev in vsebin, ter razvijati prosto dostopne, odprtokodne in različnim družbenim skupinam prilagojene digitalne storitve, ki so prijazne uporabniku. Še posebno pozorno je treba razvijati orodja, storitve in vsebine za tako imenovane ranljive skupine, ter seveda imeti vselej pred očmi skrb za slovenski jezik. V naši strategiji so podatki opisani kot strateška surovina in gonilo pametne družbe. V sodelovanju z Evropsko komisijo gradimo dinamični ekosistem verodostojnih, pravočasnih, celovitih in zavarovanih podatkov, podatkovnih standardov in orodij. V takem ekosistemu se lahko srečajo ponudniki podatkov, podatkovni analitiki in razvijalci aplikacij, ki v sodelovanju iščejo rešitve in digitalne storitve ponudijo kot odgovore na aktualna vprašanja. Da bi pa to zmogli, pa potrebujemo zlasti dvoje: infrastrukturo in digitalne kompetence. Oboje je na visoko na naši prioritetni listvi. Pospešeno razvijamo visoko kakovostno širokopasovno infrastrukturo, ki podlaga za razvoj in uporabo interneta. Na MDP največ verjamemo, da je dostop do interneta človekova pravica. Na podeželskih območjih in odročnih krajih praviloma ni komercialnega interesa za gradnjo širokopasovnega omrežja, zato bo za infrastrukturo na takih krajih, na tako imenovanih belih lisah, poskrbela država. Pri skrbi za dvig digitalnih kompetenc posebno pozornost namenjamo tako imenovanim ranljivim skupinam. Denimo v okviru projekta Mobilni heroji, mobilne enote z mobilno učilnico pravkar potujejo po ruralnih območjih Slovenije in do tistih starejših, ki ne morejo priti ali težje dostopajo do usposabljanj ali virov za pridobivanje digitalnih znanj in spretnosti. Mesečno bodo na različnih lokacijah izvedli vsaj po 20 usposabljanj,
Obiskali pa bodo vse regije in vse polovice slovenskih občin. Potreba po sodelovanju z nevladnimi organizacijami je očitna in ni pod vprašanjem. Razvoj sodobnih informacijskih tehnologij je tako hiter, da ga etika komaj dohaja. Umetna inteligenca denimo pred nas postavlja temeljna vprašanja o človeškosti. Naša skupna prihodnost ne more biti prepuščena le proizvajalcem in prodajalcem. Zato je udeležba nevladnih organizacij pri odločanju po svoje celo nujna. Imate izkušnje in država to ve. Nenazadnje je imela civilna družba odločilno besedo pri nastanku države v 80. letih prejšnjega stoletja. Ni dvoma, da morajo sodobne digitalne tehnologije služiti blaginji ljudi. A če vprašate invalida, učitelja ali vojaka, boste dobili različne odgovore na vprašanje, kaj blaginja ljudi je. Humanistična načela pri digitalni preobrazbi družbe so za nas tista, ki krepijo, kar je v nas, ljudeh, edinstveno in najboljše. To so empatija, solidarnost, ustvarjalnost in sodelovanje. V nevladnih organizacijah vidimo ogromno tega. Veselimo se sodelovanja z vami in zagotavljamo, da se na Ministrstvu za digitalno preobrazbo zavedamo vrednosti vključevanja nevladnega sektorja pri sprejemanju odločitev, ki se tičejo vseh nas. Hvala.